Govorni nastop je za nekatere priložnost, da se izkažete, za druge pa zoprnija, ki jo spremlja trema. Ja, pred govornimi nastopi imam zelo velikokrat tremo, skoraj zmeraj. Na smeh mi gre, pa roke si mi začejo potiti. Pa včasih pozabim tudi besedilo, čeprav imam napisano na listu vse. Mogoče začnem mrmrati ali pa kaj, se prestavljati, mencati roke in tako. Podobno se nam lahko zgodi pri spraševanju, ko nas učitelj ali učiteljica pokliče pred tablo. Ja, ko sem vprašal, imam več treme, zato ker imam tisti stik z učiteljico in se malo bojim. Več treme imam, kadar vem, da sem se malo učil ali pa pač da nič ne znam. Kadar pa vem, da sem se učil, imam pa skoraj nič. Tremo pa je, ko je bila v vaših letih pred nastopi v glasbeni šoli občutila tudi glasbenica in doktorica psihologije Katarina Habe. Sploh pri violini, ker se takoj pozna, ko se ti roke potijo in potem je intonacija malo po svoje. Tako da ja, takrat sem se kar dosti soočala s tremo. Na srečo pa obstajajo tehnike, ki nam pomagajo strah nadzorovati. Ena od njih je, da dihamo kot psički. Včasih se hecam, da morajo tudi narediti na tak način, da dajo tako jezik ven, zdaj bo to zelo zabavno izgleda, tako zaradi tega, ker na ta način sprostimo napetosti, ki so tukaj v našem solarnem pleksusu, kjer se vsi naši strahovi nakopičijo. Zelo pomaga tudi humor in če mogoče ne bo uspelo prvič, nikar ne obupajte. Vaja dela mojstra in tudi trema bo prej ali slej premagana.